Kaj pa, če je bilo vse, kar so vam povedali o človeški zgodovini, laž? Desetletja so nam govorili, da se je civilizacija začela pred komaj 5000 leti, da so velike egipčanske piramide največji dosežek človeštva. Kaj pa, če je resnica veliko bolj šokantna? Kaj pa, če še večje piramide sploh niso v Egiptu? Sem Josh in v tej epizodi oddaje The Infographic Show bomo razkrili, zakaj Egipt ne skriva največje piramide na svetu. Skrita je v Evropi. Zbudiš se, ko sonce vzhaja nad Bosno in Hercegovino. Si kmet na obrobju Visokega, kjer se srečata reki Fojenica in Bosna, nedaleč od glavnega mesta Sarajeva. Življenje je preprosto, vendar si zelo ponosen na svojo domovino. Visoko je zdaj uspešno mesto, vendar v bližini leži staro mesto Visoki, srednjeveška vas, ki jo krasi grad iz 14. stoletja. Turisti prihajajo zaradi ruševin, vendar so te vedno fascinirale tudi tebe. So v pogled v čas, ko je bila ta vas ponosno kraljevsko zatočišče. A to ni edina stvar, ki ljudi navdušuje. Visoki je obdan z vrsto hribov, od katerih se vsak dviga več 100 čevljev v nebo. Hrib Visokikaj stopa 720 čevlji in je ena najbolj prepoznavnih znamenitosti v dolini. V bližini se manjši hribi, kot je Pleševica, dvigajo več kot 350 čevljev visoko. Ti hribi niso le visoki, ampak tudi nenavadno enotni. Krajevni prebivalci pravijo, da so bolj podobni piramidam kot naravnim hribom. Nemogoče, kaj ne? Če bi res bile piramide, bi bile največje na svetu. Velika piramida v Gizi je nižja od 500 čevljev več, kot 200 čevljev nižja od Visokike. Ljudje so desetletja ugibali, vendar nihče ni ničesar potrdil. Ti nameravaš to spremeniti. Odločiš se, da boš naslednji mesec vzel dopust od kmetovanja. Prijatelj se strinja, da bo pazil na tvojo zemljo, medtem ko se odpraviš v hribe. Hribi oziroma piramide so pokriti z gosto vegetacijo. Gozdovi se vzpenjajo po njihovih pobočjih, veje in korenine so prepletene skupaj. Kdorkoli jih raziskuje, bi težko opazil kaj nenavadnega. Nadaleč izgledajo popolnoma naravno. Morda pa je prav to bistvo. Odraščal si v branju del Simirja Osmanagića, bosanskega poslovneža, avtorja in navdušenca nad arheologijo. Ko se poglobiš v njegova dela, te odnese v čarobno preteklost. Bosna je bila zibelka civilizacije, kjer so gradili ogromne strukture, kakršnih svet še ni videl. Zdaj ta zgodovina leži pokopana pod tisočletji naravnega rastja in čaka, da jo odkrijejo. Mnogi so poskušali, vsi so se vrnili praznih rok. Ti si drugačen. Območje je varno za raziskovanje, vendar sta za vzpon na hribe in temeljito raziskovanje potrebni previdnost in vzdržljivost. Ko se odpravi s polno zalogo opreme v torbah, s plezalno opremo, hrano in vodo, te iz tvoje vasi pozdravijo z navdušenjem. Mnogi med njimi so bralci Osmanagića. Nekateri imajo celo še bolj divje teorije kot ti. Bi te piramide lahko skrivale starodavno tehnologijo, ki je sposobna izkoriščati energije sveta? Bi jih lahko zgradili vesoljci? Obstaja le en način, da to izveš. Tvoja mama te opozori, naj boš previden. Skrbijo, kam te lahko te hribi popeljajo. Tvoj oče zmaje z glavo in te imenuje norca, a nič, kar rečeta, te ne ustavi. Piramide čakajo. Nisi edini, ki hodi po Visokiku. Poti se vijejo vse do vrha in večino dni so polne. Družine se sprehajajo, turisti nosijo fotoaparate. Velja za enega lažjih gorskih pohodov v regiji. Skozi leta so te poti znova in znova preiskovali v iskanju znamen domnevnih piramid, a vsakič ljudje ne najdejo ničesar. Ko začnete vzpenjanje, srečujete skupine, ki uživajo v razgledu in se ustavljajo za fotografije. Nekaj časa sledite isti poti kot vsi ostali, a ne za dolgo. Kmalu stopite s poti in vstopite v gozd, v neznano. Če bi bila gora dejansko piramida, bi morala imeti vhod, ta vhod pa bi bil blizu dna piramide. Logika to narekuje, kar pomeni, da se boste izogibali dobro uhojenim potem, ki vodijo na vrh. Namesto tega boste svoje iskanje osredotočili na gozdnato vznožje gore. To je ogromno območje za preiskati, že samo na Visokiku. A tukaj ste se odločili začeti. Če je tukaj res skrita piramida, zakaj ne bi začeli z največjo? Vegetacija je gosta, hrib je prekrit s prepletenim grmovjem in drevesi. Vodniki so vas opozorili na divje živali, še posebej na rjave medvede. Poskrbite, da se vsemu, kar se premika, izognete na široko. Vaš cilj je preprost, a naporen. Preverite vsako območje, kjer bi rastline lahko skrivale odprtino. Svojo mačeto udarjate po pobočju in poslušate, ali se pod površjem zasliši votel zvok. To je počasno, mukotrpno delo. In vsakič, ko ostanete praznih rok, vam v mislih odmeva očetov glas, ki vas označuje za norca. A vztrajate naprej. Udrihate po podrasti in najdete praznino, temen prostor, votlino ali vhod. Primete kamen in ga vržete noter. Ne zadene tal, še naprej pada. Odmev se vrne, globok in votel. Prepad. Je to res mogoče? Vsa utrujenost v vašem telesu takoj izgine. Vaša mačeta reže skozi rastlinje kot ogenj. Kmalu se plazite skozi ozke blatne prehode, proč kripa pod vašimi rokami. Zemlja drgne ob vašo kožo. Vsak centimeter naprej vas vleče globlje v neznano.
Vaša svetilka odbija svetlobo od sten tunela. Sčasoma se utesnjen prehod odpre v veliko dvorano in tedaj vam postane jasno, pravkar ste ustvarili zgodovino. Nahajate se v ogromnem atriju, v celoti izklesanem iz kamna. Mora biti star tisoče let. Stene so prekrite z zapletenimi vzorci, ostanki skoraj pozabljene civilizacije. Na sredini ogromne kamnite strukture kažejo proti nebu popolnoma poravnane, nemogoče jih je spregledati. Ne moreš si predstavljati, koliko dela bi bilo potrebnega za izgradnjo tega, če je sploh bilo narejeno s človeškimi rokami. Nič od tega nima smisla, vsaj za zdaj še ne. Vzameš barvo, ki si jo prinesel s seboj, in začneš označevati svojo pot nazaj od piramide. Puščaš sled za naslednje raziskovalce. Skrivnosti tega neverjetnega kraja bodo razkrili tisti z večjim poznavanjem regije. Odkril si največjo skrivnost Bosne, a to, kar se je v resnici zgodilo v hribih, je še bolj nenavadno. Bi bila zgodba kot je ta lahko resnična? Medtem ko drugi kopljejo v iskanju piramid, si ti že na najboljši pustolovščini, saj gledaš iz udobja svojega zaslona. Všečkaj, deli in se naroči. To je veliko lažje kot plazanje po blatu. V zadnjih letih se je veliko pustolovcev podalo iz bosanskega podeželja v iskanje starodavne preteklosti države. Vsi so se vrnili praznih rok, a privlačnost ni izginila. Zanimanje za skrivnostne bosanske piramide je le še naraslo. Skrivnosti, ki jih skrivajo, pa ostajajo nedotaknjene. Tudi vlada se je vključila in promovira knjige o tej teoriji. Njihova prizadevanja so privabila vse več ljudi k ideji, da bi lahko bila Bosna in Hercegovina dom enega največjih skritih čudes starodavnega sveta. Vse se je začelo z enim človekom. Semir Osmanagić je odraščal v regiji Bosne in Hercegovine v Jugoslaviji. Ko pa je leta 1992 izbruhnila vojna, se je preselil v Teksas, kjer je obogatel z izdelavo kovinskih izdelkov. Zdaj, kot ustanovitelj lastnega podjetja, se je vrnil domov in svoje bogastvo namenil obnovi svoje razrušene države po osamosvojitvi. Ena od njegovih velikih idej je bila zasnova arheološkega parka, ki bi privabljal turiste. Osmanagić je bil velik oboževalec piramid in ustanovil je fundacijo bosanskih piramid Sonca, da bi zagotovil, da bodo ljudje seznanjeni s temi arheološkimi ikonami. Obstajala pa je le ena težava. Nihče ni bil prepričan, ali so to res piramide. Leta 2005 je Osmanagić prvič obiskal Visočico in bližnjo trdnjavo. Simetrična, piramidi podobna oblika gore je bila zanj izjemno očitna. Kmalu je izdal knjigo, v kateri je trdil, da so hrib in manjši hribi okoli mesta vsi del starodavnega omrežja piramid, ki jih povezuje zapleten sistem tunelov. Država si je še vedno opomogla od kaosa razpada Jugoslavije in brutalnih vojn, ki so sledile. To divje razkritje je prebivalcem prineslo upanje in navdušenje, na to so se vključili tudi znanstveniki. Zgodnji skeptiki so hitro opozorili, da Osmanagić nima znanstvenega ali arheološkega ozadja. Bil je kvečjemu izjemno predan navdušenec. Trdili so, da je njegova povezava z Rusko akademijo naravoslovnih znanosti zgolj plačljiva formalnost. A to ni ustavilo hitrega širjenja teh trditev. Možnost, da se pod gorami skriva starodavna piramida, je bila dovolj, da so se vključili tudi lokalni geologi. Hitro so začeli izkopavati jedrne vzorce, da bi ugotovili, ali gre res za hrib ali kaj več. In potem so nekaj našli. Skrivnost, ki noče umreti. Na površju je bila sestava hriba povsem običajna. Večinoma je bil sestavljen iz sedimentne kamnine, naravne gline in peščenjaka. Toda nekatere razpokane plošče iz peščenjaka so vzbudile ugibanja, da bi lahko bile del gradbenega materiala. Ni minilo dolgo, preden je znanstvena skupnost začela razpravljati o najdišču, večina pa jih je hitro zavrnila trditve Osmanagića. Leto po njegovi začetni teoriji in knjigi je 21 znanstvenikov in zgodovinarjev obsodilo teorijo kot verjetno prevaro, vendar to teh trditev ni utišalo. V mnenju večine geologov so hribi tako imenovani flatironi, zemeljske formacije, ki so jih skozi tisočletja oblikovale naravne sile. Njihova strma pobočja in ostri koti jih naredijo odporne proti eroziji. Flatironi imajo običajno široke baze in trikotne oblike, kar jim daje videz podoben piramidam. Najdemo jih po vsem svetu, od Etiopije do Kolorada. Pogosto so združeni v očitna gorska območja. Za verujoče, kot je Osmanagić, so bosanski hribi drugačni. Trdijo, da ti hribi stojijo vsak zase. So ločeni drug od drugega, posamezno se dvigajo in tvorijo oblike, ki skoraj zahtevajo, da jih imenujemo piramide. In nekateri ljudje imajo interes, da se razprava nadaljuje. Osmanagića so ti znanstveniki ostro obsodili, da ga zanima le promocija območja zaradi zaslužka. In če je to res, se ne trudi ravno, da bi to ovrgel. Hribe je preimenoval in dvema največjima dal imeni Piramida Sonca in Piramida Lune. Ostali so poimenovani po ljubezni, zemlji in zmaju. Bosanska vlada je to popolnoma podprla. Bosna in Hercegovina je prehodila dolgo pot od brutalnih vojn v 90-ih letih, vendar se država še vedno spopada s težavami. BDP države znaša nekaj več kot $10.000 na prebivalca, po podatkih IMF za leto 2026.
To jo uvršča približno na 109. mesto na svetu in med države z najnižjim BDP-jem v Evropi. Številne balkanske države so v podobnem položaju in nova turistična atrakcija bi bila zelo dobrodošla. Zaradi tega vlada redno promovira Osmanagićevo zgodbo, šolarje pa pogosto peljejo na izlete, da si piramide ogledajo sami. In to morda ima vpliv, vendar ne takšnega, kot si ga je Osmanagić želel. Od začetka je Osmanagić trdil, da je njegov projekt velik uspeh. Pred letom 2006 so bili hribi le slikovita pokrajina za pohodništvo, leto kasneje pa naj bi privabili že 200.000 turistov. Osmanagić je iskal naložbe z vsega sveta, da bi zgradil ogromen park, ki bi prikazoval domnevno zgodovino tega območja. Čeprav turizem danes ni več to, kar je bil, je okoli gora še vedno živahna prodaja spominkov, a vse to ima morda svojo ceno. Danes so gore močno prizadete zaradi turizma, saj gost promet obrablja številne poti. Ena izmed gora je bila zaradi pogostih izkopavanj celo preoblikovana, tako da zdaj bolj spominja na stopničasto piramido. To te teorije le še krepi, da je tako izgledala že pred 1000 leti. Arheologi še naprej izražajo zaskrbljenost zaradi vpliva na okolje in zgodovino. Obstajajo tudi strahovi glede morebitne škode na bližnjih ruševinah gradu. Zaradi teh skrbi so bile vladi poslane nujne prošnje, naj projekt ustavi. A človek, ki stoji za vsem tem, ne popušča. Eden najbolj spornih delov Osmanagićevega iskanja, pa tudi tisti, ki najbolj zanima mnoge ljudi, je, da njegove trditve s časom postajajo vse bolj divje. Če bi tu res bile piramide, se pojavi eno veliko vprašanje. Kdo jih je zgradil in zakaj? Pokaže na tunele ravni strukturo blizu vznožja hribovskega kompleksa in trdi, da so to ostanki starodavnega omrežja tunelov. Kar se tiče datuma, trdi, da je našel fosilizirane liste, ki so tam že 34.000 let, kar je daleč preko vsega, kar zgodovinarji menijo, da je mogoče. In če se to sliši neverjetno, počakajte, da slišite, zakaj naj bi bile piramide domnevno zgrajene. Piramide segajo proti nebu in Osmanagić verjame, da so bile zasnovane za ustvarjanje stoječih valov, vrste kozmične energije. Po njegovem mnenju bi ta energija lahko omogočila potovanje hitreje od svetlobe ali celo komunikacijo med zvezdami. In če se sliši, kot da tega ljudje nikoli ne bi mogli storiti, imate prav. Osmanagić je promoviral idejo, da so piramide zgradili obiskovalci iz zvezd, znani kot starodavni astronauti. Prav tako verjame, da so bili oni odgovorni za naselitev ljudi na Zemlji. Morda se sliši smešno, vendar ga to ne bo ustavilo. Dovolj je, da pogledate ameriški jugozahod, da vidite, kako zelo ljudi fascinira ideja o vesoljcih ali starodavni zgodovini, ki sega daleč onkraj človeškega obstoja. Tako kot so se mesta kot je Roswell spremenila v turistične atrakcije, se zdi, da je enaka usoda namenjena hribu Visokika in njegovim sosednjim goram. Medtem ko arheologi odkimavajo z glavo in geologi pozivajo k razumu, je Osmanagić morda dosegel nekaj močnejšega od razuma. To je moč domišljije, ki vztraja, da tam zunaj mora biti nekaj. Morda je že tukaj. Videli ste, kako lahko domišljija spremeni hribe v legende, toda kaj pa dosežki, za katere naj bi bili ljudje nesposobni? Če želite izvedeti, ali je bilo za ljudi nemogoče zgraditi piramide, si oglejte ta video ali pa kliknite na ta video namesto tega.